Preden je postal najmočnejši voditelj Kitajske, je bil Mao Zedong le sin kmečkih staršev iz majhne vasi. A odraščal je v času, ko se je stari kitajski sistem začel počasi rušiti. Vlada je bila šibka, tuje države so se vmešavale in veliko Kitajcev je verjelo, da je treba njihovo državo spremeniti. Sredi tega kaosa se je začela zgodba moškega, ki so ga nekateri prepoznali kot junaka, drugi pa kot krutega diktatorja. Mao Zedong se je rodil 26. decembra 1893 v Xiaoshanu, podeželskem kraju v provinci Hunan. Njegova družina ni bila revna v primerjavi z večino kmetov v njihovi vasi. Njegov oče, Mao Yichang, je odraščal v revščini, vendar si je zaradi trdega dela, varčevanja in prodaje riža uspel kupiti več zemlje in izboljšati življenjske razmere svoje družine. Niso spadali med najbogatejše družine na Kitajskem, vendar so imeli svojo hišo, kmetijo, dovolj hrane in možnost šolanja svojih otrok. Njegova mati, Wen Qimei, je bila predana budistka. Bila je znana kot prijazna in radodarna, v nasprotju s strogim in hitro jezljivim Maojevim očetom. Imel je mlajše sorojence, med njimi sta bila Mao Zemin in Mao Zetan. Mao je že kot otrok pomagal na polju, vendar ga je bolj zanimalo branje kot vseživljenjsko kmetovanje. V vaški šoli so ga učili starimi knjigami konfucianizma. Toda Maodu ni bilo všeč učenje na pamet in slepo sledenje pravilom. Rad je bral zgodbe o vojnah, uporih, pogumnih bojevnikih in ljudeh, ki se borijo proti mogočnim. Tukaj je že bilo jasno, da ni bil zadovoljen s tem, da bi sprejel življenje, ki mu ga je izbrala družina. Ko je dopolnil 13 let, je prenehal z rednim šolanjem in začel pogosteje delati na polju. Njegov oče je želel, da se nauči voditi kmetijo in prevzame družinsko podjetje, toda Mao ni želel, da bi se tam končalo njegovo življenje. Ko je bil najstnik, mu je oče uredil poroko z Luo Yisu, dekletom iz bližnje družine. Po Maovi lastni pripovedi ni poroke ni sprejel kot pravo zvezo, prav tako nista živela kot običajen zakonski par. Luo je umrla po nekaj letih. Za Ma je bila ta dogovorjena poroka primer stare tradicije, ki nadzoruje življenje mladih, še posebej deklet. To je še bolj okrepilo njegovo odločnost, da se temu upre. Všeč mu je bilo, da lahko pobegne iz življenja, ki so ga pripravili zanj. Borbeno si je prizadeval, da bi se vrnil v šolo. Študiral je drugje v Hunanu in kasneje odšel v Changsha, glavno mesto province. To je bila velika sprememba za mladega moškega, ki je prišel iz mirne vasi. V Changsha je videl nove šole, časopise, politične skupine in študente, ki so javno postavljali vlado pod vprašaj. Tam je bolje razumel, da ni le njegovo lastno življenje imelo težave. Celotna Kitajska je preživljala globoko krizo. Dolgo časa je državo vodila dinastija Qing. Toda pa je v času Mao Zedonga njena moč začela slabeti. Eden največjih razlogov za to je bil niz zaporednih porazov Kitajske proti tujim državam. Od leta 1839 do 1842 se je vlada dinastije Qing vojskovala z Britanijo v prvi opijski vojni. Kitajska je bila poražena s pogodbo iz Nankinga leta 1842, ki jo je bila vlada Qing prisiljena podpisati. Hongkong je bil predan Britaniji, odprli pa so tudi več pristanišč za tujo trgovino. Temu so sledili še drugi sporazumi, ki so tujcem dali velike privilegije. Mnogi Kitajci so te sporazume imenovali neenakopravne pogodbe, ker moč obeh strani ni bila enaka. Namesto da bi Kitajska svobodno odločala, je bila prisiljena slediti željam močnejših držav. Grožnja niso bile le evropske države. Leta 1894 se je začela prva kitajsko-japonska vojna zaradi spora med Kitajsko in Japonsko glede Koreje. Kitajska je bila ponovno poražena. To je bila velika sramota za vlado Qing. Kitajska je dolgo časa obravnavala Japonsko kot manjšo državo. Toda je vojna pokazala, da je Japonski uspelo hitreje razviti sodobno vojsko, industrijo in vladni sistem. Medtem ko so druge države že uporabljale sodobne ladje, orožje, vlake in tovarne, so se spremembe na Kitajskem odvijale počasi. Zaradi tega so številni študentje in intelektualci začeli spraševati, zakaj naša država zaostaja. Je težava v tradiciji? Je cesar šibek? Ali je treba zamenjati celoten sistem? Kriza se je še poglobila leta 1908, ko je umrl cesar Guangxu. Ne dan potem je umrla tudi mogočna cesarica vdova Cihi. Na prestol so postavili Puja, otroka, ki še ni imel 3 let. Seveda otrok ne more vladati. Prava moč je prešla na uradnike in člane kraljevega sveta.
Toda za mnoge Kitajce je bilo jasno, da stare vlade, ki se počasi spreminja, ni več mogoče rešiti. Počasen je bil povratek, mnogi med njimi so bili pod vplivom Sun Yat-sena, voditelja, ki je želel končati vladavino dinastije Qing in ustanoviti republiko. To je bila Republika Kitajska. Sumiklab ang pag-aalsa sa Ko je Mao slišal za revolucijo, se je pridružil kot vojak skupaj s svojim bratom v Hunanu. Takrat še ni bil komunist. Bil je le mlad fant, ki je verjel, da je treba dinastijo Qing odstraniti in Kitajski dati novo smer. Revolucija je uspela. V začetku leta 1912 je mladi Puyi odstopil s prestola in s tem se je končalo več kot 2000 let vladavine cesarjev na Kitajskem. Namesto tega je bila ustanovljena Republika Kitajska, še ne Ljudska republika Kitajska, ki jo bo Mao ustanovil šele nekaj desetletij kasneje, leta 1949. Za mladega Maoja je padec cesarja dokazal eno pomembno stvar. Ne glede na to, kako dolgo obstaja nek sistem, ga je mogoče strmoglaviti, če je dovolj ljudi pripravljenih na boj. Toda izginotje cesarja ni takoj prineslo miru. Namesto tega se je začel še bolj kaotičen boj za to, kdo bo resnično vodil novo Kitajsko. Po padcu cesarja Kitajska ni takoj postala urejena. Nova Republika Kitajska je bila šibka. Na številnih območjih so dejansko vladali vojskovodje. Imeli so lastne vojske, zakone in davke. Pogosto so se celo bojevali med seboj, da bi pridobili več ozemlja. V tem času je Mao Zedong nadaljeval študij na prvi normalni šoli v Hunanu. Rad je bral o filozofiji, politiki in različnih načinih vladanja. Aktiven je bil tudi v študentskih združenjih, pomagal je ustanoviti skupino, ki je študentom dala glas proti pravilom šole. Leta 1918 je Mao diplomiral in odšel v Peking, kjer je dobil nižji položaj pomočnika v knjižnici Pekinške univerze. Ni bil ni glavni knjižničar. Njegova naloga je bila le pomagati pri urejanju in evidentiranju knjig. Toda je to delo postalo pomembno, saj je tam spoznal Lida Xiaoja, enega prvih, ki je poučeval marksizem na Kitajskem. Po marksizmu je družba razdeljena na ljudi, ki imajo nadzor nad zemljo, podjetji in bogastvom, ter na delavce in kmete, ki so od njih odvisni. Mao se je začel zanimati za to idejo. Videla je, da bi to lahko uporabil za razlago, zakaj toliko Kitajcev živi v revščini, medtem ko ima le peščica ljudi bogastvo in moč. Leta 1921 je bila ustanovljena Kitajska komunistična partija ali KKP. Mao je bil eden izmed 13 delegatov, ki so se udeležili njenega prvega kongresa v Šanghaju. Takrat je bila stranka še majhna, Mao tudi ni bil glavni vodja. Bolj znana sta bila Chen Duxiu in Li Daoxiao kot prva zagovornika komunizma na Kitajskem. Toda Mao je opazil nekaj, kar bo pomembno za njegov vzpon. V drugih državah je bila komunistična gibanja usmerjena na tovarniške delavce, na Kitajskem pa je bilo več kmetov kot industrijskih delavcev. Veliko med njimi ni imelo svoje zemlje, plačevali so visoko najemnino in pogosto so bili zadolženi. Mao je verjel, da če bi kmete organizirali, bi lahko postali največja sila revolucije. Na začetku komunistična partija in Kuomintang ali KMT še nista bila nasprotnika. KMT je bila nacionalistična stranka, ki je želela združiti Kitajsko in premagati vojskovodje. Ker so imeli skupnega sovražnika, sta KMT in komunisti začasno sodelovala. Vse pa se je spremenilo, ko se je moč Chiang Kai-sheka v KMT okrepila. Ko se je število komunističnih skupin in delavskih sindikatov povečevalo, so se veleposestniki, poslovneži in konzervativni uradniki ustrašili, da jim bodo odvzeli zemljo in podjetja. Aprila 1927 so sile zavezane Chiang Kai-sheku napadle komuniste in organizatorje delavcev v Šanghaju. Mnogi so bili ubiti, aretirani ali pa so izginili. To so poimenovali šanghajski pokol ali čistka 12. aprila. Ni resnična trditev, da je bilo v Šanghaju zagotovo ubitih več kot 300 000 komunistov. Natančno število ni jasno, vendar je bilo v mestu ubitih več 100 ljudi, na tisoče pa jih je postalo žrtev širšega preganjanja v različnih delih Kitajske. Tu se je dokončno porušilo zavezništvo in sodelovanje obeh strank. Začel se je dolgotrajen boj med KMT in komunistično partijo. Po neuspelem uporu v Hunanu sta Mao in njegovi ljudje pobegnili v gore. Vedeli so, da se ne morejo neposredno kosati z večjo vojsko KMT v neposrednem spopadu, zato so uporabili dverilsko vojskovanje.
Hitro so napadali šibke dele sovražnika, nato pa so se umaknili, preden je prispela večja sila. Uporabili so gore in oddaljene vasi kot svojo bazo. Da bi pridobili podporo kmetov, so komunisti obljubili, da bodo zmanjšali moč veleposestnikov in razdelili zemljo. Zaradi tega so se nekateri kmetje pridružili njihovi vojski, vendar pa so bili tudi kraji, kjer so doživeli nasilne aretacije in poboje tistih, ki so jih imeli za nasprotnike revolucije. Ko je leta 1934 KMT obkolil glavno bazo komunistov v Jiangxiju, so bili ti prisiljeni pobegniti. To je bil začetek dolgega pohoda. Na tisoče komunističnih vojakov in podpornikov je potovalo čez reke, gore in nevarna območja, medtem ko jih je zasledoval KMT. To ni bila preprosta, uspešna vojaška misija. To je bil obupan umik, da bi rešili preostale komunistične sile. Veliko jih je umrlo zaradi bojev, lakote, bolezni, mraza in izčrpanosti. Sredi poti se je položaj Maoja v stranki okrepil. Takrat je bil predsednik komunistične vlade ustanovljene v Jiangxiju. Postopoma je postal glavni vodja stranke, medtem ko se je dolgi pohod nadaljeval. Majhen del njihovih sil je preživel in prispel v severno Kitajsko. Čeprav so veliko izgubili, je komunistična partija uporabila dolgi pohod kot simbol njihove vztrajnosti in žrtvovanja. Toda medtem ko sta se KMT in komunisti borila, je grožnja strani Japonske naraščala. Japonska je leta 1931 zasedla Mandžurijo. Leta 1937 pa se je začela še obsežnejša invazija na Kitajsko. Japonske sile so zavzele številna mesta, veliko civilistov je bilo ubitih, vojna pa je za seboj pustila obsežno uničenje. Zaradi tega sta začasno ponovno sodelovala KMT in komunistična partija proti Japonski. KMT je izbojeval večino velikih konvencionalnih bitk. Medtem so komunistične sile pogosto uporabljale gverilske napade na podeželju in za japonskimi linijami. Leta 1940 so komunistične sile izvedle ofenzivo 100 polkov. Napadli so železnice, mostove in oskrbovalne linije, ki jih je Japonska uporabljala v severni Kitajski. Večji del neposrednih spopadov proti Japonski je nosil KMT. Kitajska je prejela tudi pomoč od Združenih držav Amerike in drugih zaveznikov. Avgusta 1945 je Sovjetska zveza napadla japonske sile v Mandžuriji. Hkrati je Japonska padla tudi v širši vojni na Pacifiku. Japonska je leta 1945 kapitulirala. Ko pa so izgubili skupnega sovražnika, sta se KMT in komunistična partija znova spopadla. KMT je imel več vojakov in orožja. Nadzorovali so tudi velika mesta, vendar so se na območjih pod njihovo oblastjo povečali korupcija, inflacija in pomanjkanje hrane. Veliko vojakov in navadnih državljanov je izgubilo zaupanje v vlado Chiang Kai-sheka, medtem pa je komunistična partija postala močnejša na podeželju zaradi svojih obljub glede zemlje in boljše organizacije kmetov. Ko sta prišli leti 1948 in 1949, so komunistične sile zmagale v naslednjih velikih bitkah. 1. oktober 1949 je Mao Zedong razglasil ustanovitev Ljudske republike Kitajske. Chiang Kai-shek in KMP so se umaknili na Tajvan, kjer so ohranili Republiko Kitajsko. Za mnoge Kitajce je bil Mao voditelj, ki je premagal vojskovodje, preživel državljansko vojno in ponovno združil velik del države. Toda potem, ko je prevzel oblast, ni bil več samo voditelj revolucije. Zdaj je imel pod nadzorom najbolj naseljeno državo na svetu in tukaj se bo začel najbolj nevaren del njegovega vladanja. Ko je Mao Zedong prevzel popolno oblast na Kitajskem, je želel takoj spremeniti državo. Ni želel, da bi ostala revna in odvisna od kmetijstva. Kitajska želel je, da bi hitro dobila veliko tovarn, jekla, jezov in sodobne industrije. Zato je leta 1958 začel veliki skok naprej. Obljuba je bila velika. V samo nekaj letih naj bi Kitajska ujela močne industrijske države. To, da se to zgodilo, je vlada prisilila ljudi, da popolnoma spremenijo svoje življenje. Majhne kmetije so združili v velike skupine, imenovane ljudske komune. Zemljo, opremo, živali in pridelek je zdaj nadzorovala komuna. Številne družine niso več smele svobodno saditi in kuhati zase. Na nekaterih območjih so jih hranili v skupnih kuhinjah in pričakovalo se je, da bodo sledili nalogam, ki jih je določila vlada. Niso jim naložili le kmetovanja. Običajnim ljudem so tudi naročili, naj izdelujejo jeklo v majhnih pečeh, ki so jih postavili v vaseh in na dvoriščih. Ker jim je primanjkovalo usposabljanja in ustrezne opreme, je bilo veliko kovin, ki so jih izdelali, slabe kakovosti in skoraj neuporabnih.
Še huje, veliko kmetov so umaknili s polj, da bi delali pri izdelavi jekla, jezov in drugih projektih. Tako je, medtem ko je vlada povečevala cilje v industriji, bilo vedno manj ljudi, ki so pridelovali in pobirali pridelek. Tudi lokalni uradniki so bili pod velikim pritiskom. Če so poročali o nizkih rezultatih, so jih lahko obtožili, da niso zvesti revoluciji. Zato je veliko ljudi lagalo in poročalo o večjem pridelku, kot so ga v resnici dosegli. Ker je vlada verjela napačnim številkam, je vzela ogromno žita iz vasi. Bili so kraji, kjer skoraj nič ni ostalo za kmete, ki so sami pridelali to žito. Hkrati je vlada uvedla napačne metode kmetovanja, ki niso bile dovolj preizkušene. Ljudje so bili prisiljeni saditi rastline zelo na gosto in orati zemljo zelo globoko. Namesto da bi se pridelek povečal, je bilo veliko pridelka uničenega. Še ena velika napaka je bila kampanja proti 4 škodljivcem. Ljudem so ukazali, naj pobijejo podgane, muhe, komarje in vrabce, ker so jih imeli za škodljivce. Glavni cilj kampanje niso bili tigri, leopardi in volkovi. Kot je navedeno v viru, ko so v nekaterih krajih skoraj iztrebili vrabce, se je močno povečalo število žuželk, ki so jih ptice običajno jedle. To je še posebej prizadelo pridelke. V nekaterih delih Kitajske so se pojavile tudi suše in poplave. Toda narava ni bila edini vzrok za nesrečo. Še večji problem je bila napačna politika glede prisilnega dela, napačna poročila o pridelku in nadaljne pobiranje žita, čeprav so bila podeželska območja že lačna. Do leta 1959 je bilo že jasno, da proizvodnja hrane upada, toda mnogi uradniki so se bali povedati resnico Maoju. Kdorkoli je podvomil v načrt, je bil lahko označen za sovražnika socializma. Zaradi tega je bila prava razsežnost lakote prikrita, medtem ko so ljudi še naprej silili, naj dosežejo nemogoče cilje. Hrane je bilo vse manj. Ljudje so jedli travo, liste, lubje dreves in vse, kar so lahko našli in prežvečili. Bilo je tudi poročilo o tem, da so jedli domače živali in celo o kanibalizmu na nekaterih območjih. Ni enotnega, zanesljivega števila umrlih. Ocene zgodovinarjev se razlikujejo, vendar številne študije postavljajo to številko v desetine milijonov. Pogosta ocena je približno 30 milijonov smrti zaradi lakote in z njo povezanih posledic. Leta 1959 je Mao odstopil z položaja predsednika Ljudske republike Kitajske, ni pa odstopil kot predsednik komunistične partije. Na mestu državnega predsednika ga je zamenjal Liu Shaoqi, vendar je Mao ostal najmočnejši voditelj znotraj partije. Do leta 1961 so postopoma odstranili najhujše dele velikega skoka naprej. Nekaterim družinam so ponovno dovolili, da pridelujejo hrano zase. Zmanjšali so prisilni sistem komune in vrnili bolj praktičen način delitve. Toda po katastrofi se je Mao neposredni nadzor nad vsakodnevnim upravljanjem oslabil. Bolj praktični voditelji kot sta Liu Shaoqi in Deng Xiaoping so pomagali urediti gospodarstvo. Za Maoa je bilo to nevarno. Bojal se je, da se Kitajska oddaljuje od njegove vrste revolucije. Verjel je, da so v sami komunistični partiji voditelji, ki želijo vrniti kapitalizem. Zato je leta 1966 sprožil kulturno revolucijo. Njegov razglašen cilj je bil očistiti. In Kitajska se je borila proti starim idejam, stari kulturi, starim navadam in ljudem, ki so jih imenovali zagovorniki kapitalistične poti. Toda to je služilo tudi kot način, da je Mao odstranil svoje kritike in ponovno okrepil svoj osebni nadzor. Spodbudil je študente, da so oblikovali skupine imenovane Rdeče garde. Nosili so s seboj malo rdečo knjigo, zbirko izjav Mao. Obravnavali so ga ne le kot političnega voditelja, ampak skoraj kot popolnega vodnika, ki ga ne bi smeli nikoli postavljati pod vprašaj. Nekateri pripadniki Rdeče garde so napadli šole, hiše, vladne urade, templje in muzeje. Učitelje, intelektualce, nekdanje uradnike, veleposestnike in celo navadne ljudi, za katere so sumili, da niso zvesti Mavu, so javno poniževali. Mnoge so pretepli, zaprli, mučili, prisilili, da so priznali dejanja, ki jih niso storili ali jih poslali na prisilno delo. Nekatere učitelje so celo ubili lastni učenci. Vendar ni treba trditi, da je Mao osebno ukazal vsakemu rdečemu gardistu, naj ubije svojega profesorja. Bolj pravilno je reči, da so njegovi pozivi in podpora uporu dali moč skupinam, ki so izvajale nasilje. Tarča sta postali tudi zgodovina in kultura Kitajske. Uničili so stare knjige, slike, kipe, templje, grobove in druge stvari, ki so jih imenovali simboli 4 starih stvari. Številne kulturne znamenitosti v Pekingu in drugih krajih so bila poškodovana ali popolnoma uničena, vendar pa ni potrjeno, da bi Mao osebno leta 1970 ukazal porušiti veliki kitajski zid, da bi njegove opeke uporabili za gradnjo hiš in jezov.
Res je, da so domačini v različnih obdobjih jemali materiale iz velikega kitajskega zidu, vendar ni dovolj trdnih dokazov, da bi lahko trditev vira predstavili kot neposreden ukaz Maota. Ko se je kulturna revolucija zaostrovala, so se med seboj začele spopadati tudi različne skupine Rdeče garde. Vsi so trdili, da so oni pravi zagovorniki Maota, v nekaterih mestih pa je to preraslo v oborožene spopade. Kasneje so uporabili ljudsko osvobodilno vojsko, da bi ustavili nemire. Veliko mladih so poslali v oddaljene province, da bi delali na poljih in se učili od kmetov. V tem obdobju je osebnostni kult Maoja močno narasel. Njegovo sliko je bilo mogoče videti v domovih, šolah, tovarnah in vladnih stavbah. Njegove besede so vsak dan ponavljali, brali in recitirali. Nenavaden primer tega se je zgodil leta 1968. Mao Zhu je pakistanski zunanji minister podaril nekaj mangov. Te je podaril tovarniškim delavcem, ki so pomagali po nemirih na univerzi Tsinghua. Ker je bilo mango v večjem delu Kitajske takrat redko in skoraj neznano, so ga nekateri imeli za posebno darilo, ki ga je podaril sam Mao. Nekateri mangi so bili shranjeni v formaldehidu. Naredili so tudi voščene in plastične replike, ki so jih razkazovali in razstavljali v tovarnah. Pravzaprav sadje samo po sebi ni bilo pomembno. Mango so uporabili kot simbol domnevne Maojeve ljubezni do delavcev. To je pokazalo, kako močna je bila propaganda in kako globoko je bilo čaščenje njegove osebnosti. Vir tudi trdi, da so ubili nekega moškega, ker je primerjal mango s sladkim krompirjem. Takšna zgodba se je pojavila v nekaterih zapisih o kultu manga. Vendar je težko dokazati točne podrobnosti. Zato tega ne smemo predstavljati kot nekaj, kar se je zagotovo zgodilo. Kar zadeva zunanjo politiko, so se oddaljili od Sovjetske zveze. Mao je kritiziral voditelje ZZ, da so revizionisti, ki naj bi se oddaljevali od pravega komunizma. Njegova lastna interpretacija revolucije, ki se je osredotočala na kmete, gverilsko vojskovanje, neprekinjen razredni boj in osebno vodstvo, je postala znana kot maoizem. Vendar je napačen vir, ki trdi, da je Mao odprl Kitajsko za obsežno globalizacijo in svobodno trgovino. Res je, da so se odnosi med Kitajsko in Združenimi državami začeli izboljševati v zgodnjih 70. letih. Predsednik Richard Nixon je leta 1972 obiskal Kitajsko, kar je pomenilo veliko spremembo v odnosih med obema državama. Vendar so se obsežne gospodarske reforme, tuje investicije in odpiranje Kitajske za mednarodno trgovino zgodile po smrti Maoja. To se je začelo bolj resno pod vodstvom Denga Xiaopinga od leta 1978. Te reforme, nekulturna revolucija, so postale temelj hitre rasti sodobnega kitajskega gospodarstva. Res je, da sta imela Mao in Henry Kissinger nenavaden pogovor leta 1973. Po uradnem prepisu vlade Združenih držav Amerike se je Mao pošalil, da bi Kitajska lahko poslala 10 milijonov žensk v Združene države. Ljudje v sobi so se zasmejali, zato to ni bila resna ponudba za izmenjavo. Kot je prikazano v viru, to ni bila resna ponudba, ampak nesramna in žaljiva šala na diplomatskem srečanju. Obstaja tudi veliko osebnih zgodb o čistoči, spolnih odnosih, ljubimkah in zlorabah. Večina teh zgodb izhaja iz spominov in pripovedi, o katerih se zgodovinarji še vedno prepirajo. Zato ni varno vsega predstaviti kot zagotovo resnično. Vsi podrobni podatki so v viru. Še posebej trditev o boleznih, dekletih in osebnem življenju njenega moža. Bolj jasno dokumentirano pa je to. Ko je Mao postajal starejši, je njegovo telo slabelo, vendar je ostal v središču moči. Imel je zaporedne zdravstvene težave. V zadnjih letih svojega življenja je imel težave z govorom in gibanjem. Hkrati se je nadaljeval boj znotraj vlade med radikalci, ki so podpirali njegovo ženo Jiang Qing, in bolj praktičnimi voditelji, ki so želeli urediti državo. 9. septembra leta 1976 je Mao Zedong umrl v starosti 82 let. Veliko Kitajcev je žalovalo, zanje je bil še vedno voditelj, ki je združil celinsko Kitajsko in je povrnil moč državi po dolgem obdobju vojn in tujega nadzora. Toda za tiste, ki so preživeli lakoto, politične čistke, prisilno delo in kulturno revolucijo, se spominjajo drugačnega Ma. Ni bil ni pokopan v kristalni krsti. Njegovo telo so balzamirali in ga postavili v stekleno vitrino v mavzoleju na trgu Tiananmen, kjer ga obiskovalci še vedno lahko vidijo. Nekaj tednov po njegovi smrti. Jiang Qing in ostale radikalne voditelje, znane kot Banda štirih, so aretirali.
Nova vlada je postopoma končala politike kulturne revolucije. Po nekaj letih je komunistična partija tudi uradno priznala, da je kulturna revolucija povzročila hude pretrese in škodo državi. Ni mogoče zanikati velikega vpliva Maoja. Pod njegovim vodstvom je država postala enotna in močna. Celinska Kitajska je postala enotna država, veliko ljudi pa je dobilo širši dostop do osnovnega izobraževanja in javnega zdravstva. Toda hkrati so njegove napačne odločitve in prisilne kampanje povzročile lakoto, strah, uničenje in smrt neštetih državljanov. Kitajska, ki je postala gospodarska velesila, ni nastala zato, ker bi nadaljevali z vsemi njegovimi politikami. Okrepila se je, ko so naslednji voditelji opustili številne ideje, ki so povzročile največje tragedije v času Maoja.